Predsednik, hvala za najavo. Spoštovani kolegi poslanci, spoštovani državni svetnik, gospod Mavčec, lepo pozdravljeni. Kot smo slišali, državni svet je kot kvalificiran predlagatelj dne 12. junija zahteval odreditev parlamentarne preiskave. Zdaj bom je na začetku v celoti povedal, ki se imenuje za ugotovitev politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij, ki naj bi sodelovali pri pripravi in izvedbi političnega in kazenskega pregona zoper nekdanjega župana Mestne občine Maribor in člana Državnega sveta Republike Slovenije Franca Kanglerja in drugih. Zaradi suma, da so bile v postopkih zoper nekdanjega župana Mestne občine Maribor in člana Državnega sveta Republike Slovenije Franca Kanglerja in drugih huje kršene nedopustno zlorabljene določbe Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, Ustave Republike Slovenije, Zakona o kazenskem postopku, Kazenskega zakonika ter Zakona o državnem svetu in ugotovitev domnevnega nezakonitega upravljanja in vodenja določenih evidenc policije. Kot izhaja iz zahteve za odreditev parlamentarne preiskave, je primer Franca Kanglerja le vrh ledene gore, pod gladino tega pa je še kup primerov, ki kažejo na to, da je bilo posameznikom v predkazenskih, tožilskih in sodnih postopkih strani državnih organov kršene človekove pravice in temeljne svoboščine. Naj omenim samo javne, znane zlorabe javnih funkcij v primeru Patria, v zadevi Magajna, ki je sicer predmetna zahteva za odreditev parlamentarne preiskave, res da eksplicitno ne omenja. Na nek način je mogoče to res manjko v dikciji same zahteve, kar je sicer tudi ugotavljala Zakonodajno-pravna služba, ampak kot je že povedal državni svetnik gospod Mavčec, še vedno po zaslišanju prič, še vedno se lahko razširi parlamentarna preiskava tudi na druge primere, ki bojo seveda pokazali na to, da je bila politika tista, ki se je vmešavala v sodno vejo oblasti. Je pa v zahtevi predstavljen primer Ornik, ker je policija očitno namenoma prekoračila policijska pooblastila, namenoma. Celo več, forsirala je nezakonite vdore v zasebno komunikacijo državljanov, kar je dejansko zastrašujoče, nedopustno. Se pravi, šlo je za neposredni patronat nekaterega državnega organa, v tem primeru policije, ki je dopuščala dejansko izvedbo teh kaznivih dejanj. Primer Franca Kanglerja dejansko še posebej štrli iz te policijsko-tožilske sodne sprege, kot smo videli na začetku, da se je požvižgala tako na določbe Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic, na Ustavo, na Zakon o kazenskem postopku. Zdaj samo zelo kratek povzetek stanja. Franc Kangler je bil leta 2014, kot se kasneje izkazalo, krivično obsojen na Okrajnem sodišču v Mariboru, ker je v okviru opravljanja svoje županske funkcije predlagal občinskemu svetu zgolj nek predlog. Obsojen je bil na 7 mesecev zapora, posledično mu je leta 2004 bil v sosednjem prostoru, se pravi v prostoru državnega sveta, odvzet mandat, kar je seveda razumeti kot neposreden napad na politično funkcijo, in to ze strani državnih svetnikov leve politične provenience. Dne 17. julija 2014 je potem Vrhovno sodišče Republike Slovenije to sodbo Višjega sodišča, ki je potrdilo prvostopenjsko sodbo, razveljavilo ter ugotovilo, da Franc Kangler sploh oziroma da je bil krivično obsojen za dejanje, ki sploh ni kaznivo dejanje. Na tem mestu naj omenim to podobno z zadevo Patria, kjer je tudi šlo za neobstoječo kaznivo dejanje s tisto famozno dikcijo na neugotovljenem kraju, na neugotovljen način, ob neugotovljenem času. Ta podobnost je tudi zelo povedna, tudi mestoma zelo srhljiva. Zdaj, naj poudarim, da v primeru Franca Kanglerja in v samem predlogu za odreditev parlamentarne preiskave ne gre niti za en odprt postopek, da ne bo danes tu kakšnih zavajanj. Trenutno je pravnomočno končanih 21 kazenskih postopkov in en pravni postopek, govorimo o finančni preiskavi, vse v njegovo korist. Eno izmed ključnih vprašanj, ki se zdaj na tem mestu čisto legitimno postavlja, je to, ali je v primeru Franc Kangler na tožilstvih, na sodišču še vedno prisotna moč nekdanjih represivnih organov, predvsem misli seveda UDBO, ki je naročila, koga naj se preganja in koga naj se še posebej zavzeto preganja. In na sodišču tudi, bi rekel, procesira na posebej strajen ali celo na nezakonit način.
V zadevi Franc Kangler se pojavljajo nekako 3 sodniki, ki so na mariborskem okrožnem sodišču podpisovali razne ukrepe po zakonu o kazenskem postopku. Je pa zanimivo, da vse 3 sodnike je letos obravnavala etična komisija pri Sodnem svetu in verjeli ali ne, vsi 3 so kršili načelo nepristranskosti, nerazdružljivosti svoje sodniške funkcije, saj so se pojavljali na shodih političnih strank. En sodnik se je udeležil povolilne zabave v štabu SMC-ja, aktualnega mariborskega župana, spet 2 druga sodnika pa sta, bi rekel, celo nekako vidno in zadovoljstvom sodelovala na predstavitvi evropskih kandidatov za Evropski parlament stranke SD. Naj spomnim, da ni prvič, da Državni svet zahteva odreditev takšne preiskave. Naj vas spomnim na preiskovalko iz leta 2005, ko je vodil gospod Dimitrij Kovačič. Takrat se je parlamentarna preiskava osredotočala na politično odgovornost nosilcev javnih funkcij v vladi, na Ministrstvo za pravosodje in na Vrhovnem državnem tožilstvu Republike Slovenije v kontekstu izvrševanja nadzora po zakonu o državnem tožilstvu za spremembo zakonodaje in sprejem drugih odločitev. Jaz mislim, da tista preiskovalka, sem se šel malo magnetogram brat, pa pol seveda končno poročilo, je bila še kako blagodejna za stanje duha na tožilstvu. Saj so tožilci, vsaj občutili so, če že niso nekako normativno spoznali do sedaj, da nad njimi ni samo modro nebo in kakšen nekdanji partijski veljak, ampak tudi in predvsem zakoni ter Ustava Republike Slovenije. Zdaj pa posluh. Končno poročilo iz tako imenovane Kovačičeve preiskovalke iz leta 2008 je poudarilo, da je bila funkcija javnega tožilca v obdobju 1945 do 1990 izrazito politična, seveda pod vplivom politike ter od nje odvisna. Javni tožilec je bil družbeno-političen delavec, tako je določala zakonodaja in to se je še kako izvajalo v praksi. Struktura tožilstva, postavljena po izrazito strankarski, se pravi po ZK-jevski liniji, je obstajala tudi konec 80-ih let praktično vse do slovenske osamosvojitve. Ta zgodovinski uvid tožilstva na slovenske je bil potreben zaradi lažjega razumevanja stanja, ko so po osamosvojitvi Slovenije tožilstva prioritetno zapolnjena s političnimi kadri starega partijskega režima, usposobljena prvenstveno zgolj za pregon kaznivih dejanj, ki jih je preganjal ta režim, težko ali pa sploh naredila prelom s prejšnjo tožilsko mentaliteto in to se seveda mestoma in v določenih zadevah čuti še danes. Kakšno pa je stanje na področju državnega tožilstva desetletje kasneje? Pred časom smo obravnavali letno poročilo za leto 2008 o stanju na slovenskih državnih tožilstvih. Zdaj, strokovne napake tožilcev se povečujejo v primerjavi z letom 2017 za 50%. In na tem mestu se pa postavi eno, bi rekel, korelacijsko vprašanje, zakaj se te napačne odločitve tožilcev ne sankcionirajo in kako sploh ugotoviti, ali je šlo za strokovno napako ali pa mora biti za namerno napako, ki pa že spada v domeno zlorabe tožilske funkcije. Izvajanje nadzora nad opravljanjem državno-tožilske službe je še vedno zelo pomanjkljivo. Tožilska odločitev o tem bo kakšen pregon v kakšni zadevi sprocesiral dalje ali bo ovadbo zavrgel, še vedno nima nekega ustreznega preverjanja, niti njegov vodja, niti generalni državni tožilec, to še posebej velja za področje zavrženja kazenskih ovadb. In če bo zaradi ugotovitev tega poročila, te preiskovalne komisije nastala podlaga za spremembo zakonodaje na področju zakona o državnem tožilstvu, da bodo odločitve posameznih tožilcev v primeru zavrženja kazenskih ovadb podvržene preverjanju in sopodpisniku predstojnika tožilstva oziroma celo skupine tožilcev v kakšnih hujših kaznivih dejanjih, bo ta namen več kot upravičen. Podobno seveda tudi velja za morebitne spremembe zakona o nalogah in pooblastilih policije, še posebej na področju upravljanja in vodenja določenih policijskih evidenc. In pa seveda morebitne spremembe tudi zakona o kazenskem postopku, ki sem ga že večkrat navajal, še posebej v delu varovanja osebnih podatkov, ker gre za podatke, kjer izbira policija v predkazenskem postopku in so seveda lahko predmet manipulacije, zlorabe in tako dalje.
Tudi zakon o sodniški službi, omenjal sem prej 3 sodnike, zlasti, ki opredeljuje nadzor nad sodniki in sam disciplinski postopek, bi v tem delu veljalo spremeniti in pa zaostriti, saj primere, ko je sodniku prenehala sodniška funkcija, res lahko preštejemo na prste ene roke, pa tudi so bili znane, kjer so sodniki celo kršili namerno človekove pravice, kaj šele za minorne zadeve, kjer dobijo zgolj neki pisni opomin in tak se zgodba konča. Zdaj, obstaja javni interes za to preiskovalko? Seveda obstaja. Seveda obstaja. Zdaj, najprej s to parlamentarno preiskavo, kot je bilo rečeno, da se bi ugotovilo, kakšne spremembe zakonodaje so potrebne, da se kršitve človekovih pravic, temeljnih svoboščin več ne bi dogajale, ali pa vsaj ne dogajale v taki ekscesni meri. Pa tu poudarjam, naj gre za politično izpostavljeno osebo, kot je bil gospod Kangler, naj gre za navadnega državljana, nobenemu se ne, v navednicah, ne spodobi tako hudo kršiti človekovih pravic. In pa seveda, da ti nosilci javnih funkcij, ki so z pozicije neke politične moči, more biti vplivali na tožilca ali sodnike, da nekako končno nekdo za te kršitve tudi odgovarja. V poslanski skupini Slovenske demokratske stranke verjamemo, da se bo ta zdaj že 4. parlamentarna preiskava v tem mandatu prizadevala ugotoviti in ugotovila in ocenila dejansko stanje na področju, bi rekel, širše sfere pravosodja, da bomo potem, še enkrat poudarjam, lahko v Državnem zboru sprejeli odločitve v kontekstu spremembe zakonodaje, kar bi nedvomno vplivalo pozitivno na podobo slovenskega pravosodja. Zato v poslanski skupini SDS ustanovitev te parlamentarne preiskave seveda pozdravljamo in jo tudi v kontekstu učinkovitega dela tudi podpiramo. Hvala.